Danes v Pomurskem dnevniku. Enkratna denarna pomoč za prvošolčke. Prihaja jubilejni 55. sejem Agra. Problem bioplinarne zmanjšan, ni pa razrešen. Začel se bo popis škode po suši. Vreme, jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na junijski seji mestnega sveta so svetniki potrdili enkratno denarno pomoč za prvošolčke. Gre za enkratno denarno pomoč, ki se zagotavlja iz občinskega proračuna. Staršem prvošolčkov se z enkratno denarno pomočjo zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z vpisom v prvi razred osnovne šole. Starši lahko vlogo vložijo od 1. septembra dalje. Vlogo pridobijo na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali na naši spletni strani, kjer potem lahko tudi v vložišču Mestne občine to vlogo vložijo. Enkratna denarna pomoč se bo izplačala na transakcijski račun in sicer v roku enega meseca starši dobijo odločbo. Po pravnomočnosti odločbe bodo na tekoči račun prejeli predvidena sredstva enkratne denarne pomoči. Enkratna denarna pomoč za prvošolčka se mora porabiti namensko. V roku 180 dni od prejemu odločbe bodo morali starši prvošolčka na Mestno občino Murska Sobota prinesti dokazila o nakupu šolskih potrebščin. Za več informacij pa starši se lahko obrnejo konkretno na Mestno občino Murska Sobota, to je na vložišče ali pa na mojo telefonsko številko, to je 02 525 1630. Strošek občine za enkratno denarno pomoč prvošolčkom bo znašal 22 500 evrov. Višina enkratne pomoči pa bo znašala nekaj manj kot 134 evrov. Jubilejni 55. sejem Agra, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v srednji Evropi, bo tudi letos postregel številnimi novostmi razstavljavcev na področju kmetijstva in živilstva, z atraktivnimi kmetijskimi živalmi in vzorčnimi rastlinskimi nasadi. Torej, letošnja Agra ponuja res veliko novega. Slogan letošnjega sejma smo vzeli iz mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj in v glavnem smo tudi vsebine izoblikovali tako, da bo veliko vsebin povezanih z trajnostnim razvojem, trajnostnim gospodarstvom in hrano iz okolice. Boste pa letos sodelovali, vaša država partnerica je Kitajska, tako da bodo v veliki meri prisotni vsi predstavniki iz Kitajske. Kaj to pomeni? Ja, Kitajska je letos dežela partner sejma in v okviru sejma bo tudi mednarodna konferenca tega inštrumenta 16+1, kar pomeni, da se bo srečalo 16 srednjeevropskih in zahodnih držav skupaj z Kitajsko in da bodo tudi poleg Kitajske številne države imele svoje nacionalne predstavitve. Morda še k številkam, koliko je letos razstavljavcev in koliko obiskovalcev pričakujete? Ja, na letošnji sejem se je prijavilo 1820 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in bodo razstavljali svoje izdelke in seveda proizvode in storitve na kar 72 000 kvadratnih metrov razstavnih površin. Prah okrog razvpite bioplinarne v Lendavi se, kot kaže, še ni polegel. Problem bioplinarne je sicer res zmanjšan, ni pa v celoti razrešen. Občina Lendava je dosegla prepoved dovoza odpadkov v bioplinarno in veliko prispevala k temu, da je vlada Republike Slovenije naročila revizijo izdanih okoljevarstvenih dovoljenj, med katerimi je tudi dovoljenje bioplinarne v Lendavi. Pred dnevi se je prvič sestala strokovna skupina, ki bo občini pomagala pri nadaljnjih aktivnostih v zvezi s problematiko bioplinarne v Lendavi. Občina bo pristojno ministrstvo zaprosila za posredovanje vseh informacij v zvezi z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji in
inšpekcijskimi pregledi bioplinarne. Naročilo se bo vzorčenje tal, sedimentov v kopici in merjenje izpustov v zrak. Pristojne službe bodo pozorne tudi na higienske razmere na lokaciji bioplinarne. Po pridobljenih podatkih in analizah se bo strokovna skupina odločila o nadaljnjih aktivnostih in o ugotovitvah obvestila tudi javnost. Župan je na sestanku poudaril, da napovedani ukrepi države ne smejo vplivati na izvajanje začrtanih aktivnosti, ki jih je občina napovedala. Mestna občina Murska Sobota bo začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so zaradi suše v letu 2017 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Popis za obdelovalce kmetijskih površin na območju Mestne občine Murska Sobota bo potekal v sejni dvorani Mestne občine, in sicer za oškodovance iz Bakovec, Kroga, Satahovec in Rakičana v ponedeljek dne 28. avgusta od 8. do 14. ure. Za oškodovance iz Murske Sobote, Kupšinec, Černelavec in Vešice v torek 29. avgusta od 8. do 14. ure, za oškodovance iz Polane, Nemčevec, Markišavec in za oškodovance z bivališčem izven Mestne občine Murska Sobota v sredo dne 30. avgusta od 8. do 16. ure. Podroben kraj in čas popisa je naveden na obvestilih, ki so razobešeni na oglasnih deskah posamezne krajevne skupnosti. Vsak prijavitelj škode mora predložiti vlogo za neposredna plačila 2017. Oškodovanci lahko prazne obrazce dvignejo v vložišču Mestne občine ali jih snamejo spletne strani Mestne občine ter izpolnjen in podpisan obrazec prinesejo na zbirno mesto. Z županom občine Lendava Antonom Balaškom smo se pogovarjali o aktualnem dogajanju v občini. Beseda je tekla o festivalu Vinarium, ki je že v polnem teku, pa tudi o razpiti bioplinarni, v kateri smo danes že poročali. Poglejte, kaj je povedal župan Balažek. Če sem zelo grob, pa si bom dovolil biti, ne? Bom rekel, mi islamskega terorizma nimamo, imamo pa očitno okoljski terorizem, pa pretiravam, da se razumeva. In če imamo okoljski terorizem, je potem Lendava s to bioplinarno doživela okoljski atentat, ne? To je nesprejemljivo, ne? Jaz upam, da nas je toliko pravne države in toliko, bom rekel, resnosti, da če na eni strani propagiramo zeleni aktivni turizem, da si ne moremo teh stvari dovoliti, ne? Je pa zopet so pa pomešani pojmi, ne? Kaj je zdaj pristojnost in moč lokalne skupnosti pa župana, kaj pa je odgovornost inšpekcijskih služb, državnih organov in tako naprej. Na spletnem portalu sobotainfo.com razkrivajo prve prizore snemanja resničnostnega šova Kmetija, ki ga letos snemajo pri Copekovem mlinu. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, proti večeru bodo predvsem v gorskem svetu posamezne vročinske nevihte. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 29 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 22, v Lendavi, Radencih in Murski Soboti pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, proti večeru bodo predvsem v gorskem svetu posamezne vročinske nevihte. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 14 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 31. V soboto in nedeljo bo sončno in vroče, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 17 stopinj, dnevne pa se bodo gibale med 28 in 33. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri, več vsebin pa na naši spletni strani. Nasvidenje.